Mislim, da ljudje, ki so že v tem prostoru, imajo pravico, da koristijo svojo privatno lastnino, svojo zemljo in večkrat drugačen pristop bi bil vsekakor boljši za izvedbo tudi samega tega projekta in življenja v tem prostoru. Drugo, bi imel eno pripombo na pobudo, da to, kar je pač naročnik predlagal, prostori P3 in P6, da se uporabijo za trgovske dejavnosti, kakor smo videli, tam je gospod, ki živi v Ljubljanski 17, že zdaj na tem prostoru P4 deponija se pojavlja večji tovorni promet in to ljudi, ki živijo na tem območju, moti. Kolikor bodo tukaj pač te trgovske Baumax, Bauhaus, trgovske stavbe, gradbenega materiala, lahko pričakujemo tukaj povečan tovorni promet in mislim, da bo to ljudi, ki živijo na tem območju, motil. Mislim, da je upravičeno in da nikakor ta prostor ni namenjen za take gradbene trgovine, ker kot ste pač že sami lahko ugotovili, ta tovorni promet bo motil to ljudi, ki živijo na tem območju. Kar se pa tiče samega tega zadeve, da se pač vrnemo na to, meni ni všeč ta objekt PP2, se pravi PP1, da je v bistvu čisto do Ljubljanske ceste. Tukaj sicer pravite, da je tukaj že predviden v bistvu dovolj velika širina za širitev te Ljubljanske ceste. Bi pa jaz predvsem prisotnim povedal, da ta Ljubljanska cesta je vprašanje, če je dovolj široka. Če vi pogledate iz strani Kamnika proti jugu, ni kolesarske steze. In verjetno je tudi tle tako mišljeno, da te kolesarske steze ne bo. Ta zadeva je za mene že danes nesprejemljiva. In če bomo mi tam še naprej širili blokovska naselja, kar jih verjetno bomo, bo treba prej, boste videli, bo treba to Ljubljansko cesto čez 10, 20, 30 let dejansko spremeniti v neko 4-pasovnico. Danes sicer občinska prava pravi, to 3-pasovnica, seveda to ni 3-pasovnica, to ni nič s tem v zvezi, ne? In če hočemo mi to širiti, nekoč, bo verjetno potrebno, prometa bo zmeraj več, je pametno, da pač se probamo vsaj par metrov več umakniti. In tle jaz mislim, da ni noben problem, če se pač iz objekt PP2 toliko premakne, ali ne, jaz se zdaj sicer, ne vem, mora biti to črtan, ali mora biti samo manjši, to jaz ne vem. V glavnem toliko, da bi možno bilo v desetletjih, recimo, tudi realno to Ljubljansko cesto razširiti na neko 4-pasovnico, kar verjetno, da bo potrebno, glede na število ljudi, ki bo tam živelo, glede na število avtomobilov, ki je zmeraj večje.